Slovenci v dobi migracij in populizma. Zelo vesel sem, da smem ob sebi nocoj pozdraviti avtorja knjige, veleposlanika, ekscelenco, gospoda Leona Marca in pisca spremne besede zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, doktorja Draga Ocvirja. Uvodoma mi je avtor knjige prosil, če mu prepustim nekaj minut za uvodni pozdrav, nekaj uvodnih besed, tako da, ekscelenca, kar izvolite, prosim. Hvala lepa. Vse lepo pozdravljam, vidim veliko znanih obrazov iz sorodstva, iz Itana, kjer živimo in tako naprej. Hvala lepa, ste prišli. Rad bi se zahvalil posebej za Rodna družina, ker je prepoznala smisel izdaje tega dela, ker gre za teme, ki so se Slovenije recimo močno dotaknile pred nekaj leti, potem pa je morda ta debata nekoliko ustrnila ali pa je včasih precejšnja novela, to je res hvala založbi in tudi direktorju gospodu Donetu Odetu za to odločitev. Knjiga se loteva treh osnovnih tem, migracij, globalizacije in populizma. Postavljena je v ta čas, ki ga živimo sedaj. Nekateri so govorili, da gre že za čas po koncu zgodovine, s spremembami v 90-ih letih, ko je Evropo zajela demokratizacija, da bi bili tako rekoč dovršeni časi in da bi bilo konec zgodovine, vendar smo potem po nekaj letih videli, da se ta proces širjenja liberalne demokracije na Bližnji vzhod in drugod po svetu ni uresničil, da je prišlo nekako tudi do vrnitve retrogradnih procesov tako v naši soseščini, kako tudi na evrazijski celini in da so se začeli vračati nekateri vzorci mednarodnih odnosov, ki so bili značilni za hladno vojno. Torej, tega konca zgodovine ni bilo, žal ni bilo ali pa ni bilo, začela se je vračati ta geopolitika. Že desetletje nazaj se nam je pridružila ekonomska finančna kriza, leta 7 in leta 8 in prvič se je v evropski zgodovini zgodilo, po vojni evropski zgodovini zgodilo, da je aktivna generacija ugotavljala, da bodo njeni otroci verjetno živeli slabše kot ona sama. Posledice ali pa glavne posledice, najpomembnejše posledice te ekonomsko-finančne krize so bile odpravljene, sami glavni vzroki pa ne v celoti. In ta pesimizem se nadaljuje tudi danes, ljudje čutijo neko negotovost, tudi v ekonomskem smislu, tudi za naprej. Hkrati je prav zadnjih 2-3 desetletja bil čas globalizacije, torej širjenja tehnološkega napredka na področju, zlasti na področju prometa in na področju digitalnih tehnologij, interneta. Praktično kdorkoli, vsak zemljan, razen peščice najrevnejših, se lahko odloči za potovanje, komorkoli lahko poštemo vsak trenutek mail, lahko dobimo vsak trenutek v realnem času novice z kateregakoli konca sveta. Se pravi, ta svet se nam je približal. Po drugi strani pa je globalizacija pomenila tudi to, da so nekatera delovna mesta začela odhajati v konkurenčnejša okolja in to je vodilo tudi do nezadovoljstva ljudi. Kljub temu, da je prav ta globalizacija in ta prost pretok storitev, blaga, kapitala hkrati omogočila tudi zelo poceni potrošniške dobrine, zlasti tukaj na Zahodu. Posebno poglavje je poglavje interneta. Kot rečeno, po eni strani živimo v neki novi virtualni resničnosti, kjer so vsi deli sveta nam popolnoma približani. Hkrati pa tudi najrevnejši prebivalci, ki morda nimajo niti elektrifikacije ali pa osnovnih sanitarnih pogojev, imajo pa pametni telefon, lahko na svojem pametnem telefonu opazijo, kakšno je življenje v različnem svetu in prav ta digitalna tehnologija torej deluje kot faktor privlačnosti za nje. Še naprej se nadaljujejo
geografska neravnovesja. Imamo na eni strani zlasti Evropo in Japonsko, ki se starata, na drugi strani prav tako tudi postsovjetski prostor, ki se stara, na drugi strani pa mlado Afriko, kar dodatno povzroča pritisk na področju migracij. In ob vsem tem je čas, ki ga živimo, čas vrednostnega relativizma. Vse je relativno, ni dovolj trdnih osnov in v času ekonomske in siceršnje negotovosti se ljudje želijo oprijemati nečesa, kar je trdno. Oprijemajo se pa pogosto prav teh skrajnosti, levih skrajnosti ali pa desnih skrajnosti. In te leve in desne skrajnosti se v neki točki pravzaprav združujejo, kako vidimo, se tako levi, kako desni populisti v Evropi in drugod pravzaprav zelo dobro razumejo. V knjigi torej govorim predvsem o teh treh temah, migracije, globalizacije in populizma, in se sprašujem, kaj lahko v teh razmerah naredimo, da bi izboljšali socialno kohezijo naših družb, ki je spodkopana prav zaradi teh izzivov, ki jih ti pojavi migracij, globalizacij in pa populizma predstavljajo. Omenil sem že ta vrednostni relativizem in dejansko mnogi avtori, ki razmišljajo o koreninah populizma, ob ekonomskih in drugih faktorjih posebej poudarjajo tudi ta kulturno raven tega problema, da gre vendarle v korenini ne samo za strahove, ki izhajajo iz ekonomskih izzivov, iz socialnih neenakosti, ekonomskih neenakosti, ampak da gre tudi za vprašanje vrednot. Če bi želel nekako strniti zelo na kratko, kaj je sporočilo knjige, potem bi dejal, da poskušam v njej opozarjati ali pa spodbuditi razmišljanje o načinih, kako bi spodbudili socialno kohezijo v teh razmerah, ki sem jih pravkar opisal, torej v razmerah populizma, globalizacije in migracij. Poseben poudarek pa dajem vprašanju religije pri iskanju te nove socialne kohezije. Religija je pogosto označena pravzaprav kot morda celo eden izmed krivcev zaostrovanja kulturnih konfliktov v družbi. Sam menim, da je dialog z religijami in med religijami lahko nasprotno prav pot do novega družbenega dogovora, do nove socialne kohezije v naših družbah. Religijske identitete so namreč tako močne, da po eni strani seveda lahko povzročajo konflikte, po drugi strani pa lahko prav ta njihova moč deluje kot vezivo, kot krepitev socialne kohezije v naših družbah. V knjigi se ne ukvarjam veliko z islamom, več se ukvarjam s krščanstvom, več gledam na to, kako lahko krščanstvo, bodi si kot religija, bodi si kot kulturna izbira v našem prostoru, pripomore k temu novemu družbenemu konsenzu, k tej socialni koheziji. In na tej osnovi dajem nekako pet predlogov možnih iskanj rešitev. Na področju migracij govorim o potrebi po nadzorovanju odprtosti in hkrati krepitvi identitete. To, kar opažamo v Evropi in drugod, je ta konflikt, ki ga opažamo pogosto s prišleki, nastaja, ko prihaja do stika oseb z močno, lahko bi rekli celo predmoderno kulturno identiteto v stiku z evropsko zahodno identiteto, ki pa je pravzaprav ni. In tukaj nastane ta konflikt, ki smo mu priča in ki se ga seveda bojimo v zahodnem svetu. Zaradi tega menim, da bi zahodne družbe morale okrepiti svoje kulturne identitete, govorimo o evropski družbi kot celoti, pa tudi o narodnih, nacionalnih družbah. Ta identiteta seveda ni nekaj statičnega, naša kulturna identiteta je vedno podvržena tudi tujim vplivom, se razvija, ti tuji vplivi so seveda lahko koristni
Po drugi strani pa tudi z vidika integracije tujcev potrebujemo neko vodilno kulturo, neko laik kulturo. Sicer se prišliki, ki prihajajo k nam, pravzaprav ne bodo mogli orientirati, v kaj natančno naj se integrirajo, kaj naj prepoznajo kot tisto kulturo, v katero naj se integrirajo. Kar se tiče globalizacije, opozarjam na star krščanski koncept subsidiarnosti. Pred 20-25 leti, ko so krščanski demokrati pisali različne programske dokumente in so omenjali vprašanje oziroma koncept subsidiarnosti, je to takrat zvenelo kot nekakšen star, neznan, nedovolj poznan koncept zaprašenih knjig o katoliškem družbenem nauku. Danes pa vidimo, da Evropska komisija pravzaprav vodi, je postavila posebno delovno komisijo, ki se ukvarja z razvojem tega koncepta kot nekakšne protiuteži temu, kar prinaša globalizacija. Hkrati pa bi opozoril, da globalizacija, zlasti za majhne narode, ob vseh pasteh, ki seveda obstajajo, pomeni izredno priložnost. Mi si lahko s pomočjo tehnologij in s pomočjo tega, kar globalizacija ponuja, pravzaprav ob tej fizični Sloveniji ustvarimo tudi virtualno Slovenijo in vanjo zajamemo ljudi, ki so na takšen ali drugačen način povezani s Slovenijo in slovenstvom. Naši braki v Argentini so govorili o konceptu univerzalnega slovenstva in mislim, da današnji čas ta koncept dejansko s to globalizacijo prvič zares omogoča. Kar se tiče populizma, tukaj bi opozoril na star, tudi pravzaprav star krščanski, mogoče jezuitski koncept razločevanja duhov. Mislim, da živimo v izredno zahtevnem času, v katerem bomo morali veliko bolj natančneje preučevati pojave, predloge, pobude, miselne tokove, ki želijo podati odgovore na izzive globalizacije, migracije, populizma. Etiketa populizma se zelo zlahka nalepi vsakemu, ki odstopa od politične korektnosti ali pa privzete politične korektnosti v konkretnih družbah. In mislim, da bo glavni izziv ravno to, preučevati in nazočevati, kaj je v teh različnih pobudah za reševanje aktualnih problemov takšnega, kar nas lahko pelje naprej v smer bodisi krščanskega humanizma ali pa sekularnega humanizma. Omenil sem prej vlogo religije, za katero mislim, da bo ključna za prihodnje družbe in da bo religija v njih dejansko orodje socialne kohezije. In v tem smislu bi opozoril na nevarnost agresivne sekularizacije. Takrat, ko sekularizacija pomeni odstrajevanje iz javnosti vsega, kar pravzaprav pomeni presežnega, vsega, kar pomeni verskega, takrat sekularizacija dejansko ovira socialno kohezijo, družbo še naprej atomizira in odrobi in tudi seveda, če govorimo o prišlekih, takrat pravzaprav še poglablja konflikt med prišleki in družbo, v katero to prihajajo. Ti prihajajo. Dobro to vidimo v zahodnih družbah, kjer prihajajo ljudje z močno religijsko identiteto in seveda v situaciji, v katerim jim je religija predstavljena kot nekaj odvečnega v družbi, seveda to neizogibno vodi do konflikta. Integracijo bo lahko ponudila le družba, ki bo seveda religijo smatrala kot sestavni del svoje družbe. No in peto področje, vprašanje družine, družinske skupnosti, intime. Zanimivo je, da številni avtori, ki razmišljajo o bodočnosti multikulturnega koncepta, ki ga je Evropa, Zahod pravzaprav nekako pustil za seboj in razmišljajo o tem,
kako, s čim to nadomestiti, kako uresničiti model, vzdržljiv model integracije. Vidijo takoj povezavo z vprašanjem družine, družinskih skupnosti in kako te družinske skupnosti zagotavljajo družbeno kohezijo. Tu bo potrebno dati neko novo ravnovesje med spoštovanjem osebnih izbir. V demokratični družbi pač je te osebne izbire glede družinskega in intimnega življenja potrebno seveda spoštovati. Na drugi strani pa najti primerne načine za spodbujanje življenjskih vzorcev, ki bodo dejansko vodili, krepili socialno kohezijo. Rad bi upozoril, da pri tem ne gre prvenstveno za versko ali pa moralno vprašanje, ampak da gre dejansko za vprašanje katerekoli družbe, tudi sekularne družbe. Tu vidim potem še eno povezavo s področjem, s katerim se ukvarjam, s področjem mednarodnih odnosov, kajti nazadnje se pojavi vprašanje, zakaj je ta socialna kohezija pravzaprav tako pomembna. Konec koncev v zgodovini človeštva so družbe so se presnavljale, so se preobražale, propadale so države in podobno. V Evropi imamo nekako 300-400 let imamo ta koncept države. V 15. stoletju se je ta koncept države še dodatno okrepil kot suverena nacionalna država. Po drugi svetovni vojni je seveda ta popolna suverenost bila omejena s številnimi mednarodnimi akti, z mednarodnim pravom, tudi z mednarodnim kazenskim pravom in s pravicami posameznika, pa vendar je nacionalna država ostaja osnovni gradnik mednarodnih odnosov tudi še v današnji družbi. Nihče ni ponudil kakšnega boljšega. To, kar ponuja Evropska unija, je komplementarno, ta proces integracije komplementaren, prav tako je komplementaren nacionalni državi proces povezav na regionalni ravni. Koncept te suverene države, nacionalne države pa ostaja še dalje in obstaja splošno prepričanje, ne glede na nazorske poglede, da je to koncept, za katerega si je potrebno prizadevati, da ostane naprej. Da bi pa te nacionalne države lahko preživele, seveda je potrebno zagotavljati, da prebivalstvo, ki se identificira s to politično identiteto, še naprej v njej vidi svoje mesto, še naprej v njej vidi svojo prihodnost. Zaradi tega je socialna kohezija takšnega pomena konec koncev tudi za mednarodne odnose in urejeno mednarodno življenje. Naj se vrnem zdaj k naslovu knjige Izpraznjeni prazniki. Vidimo danes tako v državni skupnosti kot v verski skupnosti, da prazniki dejansko izgubljajo svoj pomen, postajajo dela prosti dnevi, izkoriščamo jih za počitnice, praznovanje pa je omejeno pravzaprav vedno bolj na peščico ljudi, bodi si v verski skupnosti, bodi si v državni skupnosti, na državnih proslavah. Seveda gre za eno zunanje znamenje, ki pa pravzaprav kaže to pešajočo moč socialne kohezije. Na neki točki se bojim, bi lahko prišlo do tega, da bodo ti prazniki popolnoma izgubili svoj pomen, se izpraznili smisla, s tem pa bo seveda ogrožena tista osnovna vest, tista osnovna družbena pogodba, ki med posameznikom in državo obstaja in ki vzpostavlja smisel te tvorbe, ki pravimo danes država. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste prišli, zahvaljujem se posebej dr. Ocvirku za pregovor k knjigi, prav tako gospodu Ahačiču, ki je prevzel pripravo knjige in bom
vesel vaših komentarjev in seveda branja knjige. Hvala lepa. Gospod Marc, hvala lepa za izčrpno predstavitev vsebine. Ponuja pa tale knjiga ogromno izhodišč za pogovor, za odkrito razpravo, ker bomo skušali tudi ponazoriti v tem kratkem pogovoru z avtorjem spremne besede. Dovolite, gospod Marc, da začnem s kratkim vprašanjem. Ta knjiga se pravzaprav začenja, ali pa je spodbujena z migracijsko krizo, ki smo jo doživeli leta 2015 in 2016, in seveda posledicami te migracijske krize. Kje in pod kakšnim vidikom ste vi takrat spremljali to krizo in prve odzive na nje? No, gotovo, mislim, da smo vsi spremljali dogajanje z zmešanico občutkov, z zaskrbljenostjo, kaj pravzaprav to pomeni za varnost, kaj pomeni za usodo ljudi, ki prehajajo skozi meje, kaj pomeni to za prihodnost Evrope, kaj bo s temi ljudmi, ki so takrat skozi Slovenijo odhajali v Nemčijo ali v druge države, in kakšen je pravzaprav smisel tega dogajanja, kakšni so tudi vzroki tega dogajanja pravzaprav. In mislim, da tisto, kar je bilo najbolj očitno, je, za kako kompleksen pojav gre. Pojav, ki bi bil povezan tako z dogajanjem v Siriji, kakor tudi z dogajanjem v podsaharski Afriki, celo tudi z podnebnimi spremembami, z notranjimi političnimi in ekonomskimi vprašanji znotraj Nemčije in znotraj celotne Evropske unije. Migracije so na nek način odprle tudi vprašanje znotraj Evrope, kaj je solidarnost, kako naj se solidarnost izraža. Odprle so tudi stare rane med vzhodom in zahodom. Zanimivo je bilo, da kako so, sam službujem v Pragi, kako so zlasti v višegrajskih državah, pravzaprav na nek način je bil ranjen njihov